Lep dober večer, Jerneja Krapše, sem v vaši družbi, vaša zvezda Severnica na poti manifestacije vašega, kaj drugega kot idealnega partnerstva. Ampak še kako resničnega. Danes bi rada začela z eno tako fenomenalno mislijo, ki sem jo pravkar prebrala, seveda imam spet zapiske, da ne bom kaj pozabila. In sicer je to izrekla Maya Angelou. Jaz vem, da sem to že slišala, ampak sem pozabila vmes, ampak je res, res močno. In glede na to, kaj boste danes izvedeli, kakšna je tema današnjega Facebook live-a, je verjetno tisto, kar zelo, zelo, zelo močno podpre vse, o čemer se bomo pogovarjali danes. Torej, kako postati neustavljivo privlačna ženska za vašega idealnega moškega, ali pa da tako rečem, kot sem napisala, ne? Kako postati neustavljivo privlačna ženska najbolj zaželenih moških. Čeprav vem, da bo marsikdo rekel, ok, zakaj pa vseh najbolj zaželenih moških, ne? Se pa ti skozi spraviš, da je en dovolj, ker je en idealni in tako naprej. Fenomenalno in fantastično, če tako razmišljate, ker je to, vam bom povedala malo kasneje. In vam bom povedala tudi, zakaj sem tako rekla. Ampak najprej torej Maya Angelou. Maya Angelou je rekla, nikoli naj ti ne bo prioriteta tisti, kateremu si ti samo opcija. Močna, močna beseda. Ženska je bila modra, verjetno celo svoje življenje. Ni čudno, da jo je Oprah vzela bližje v svojem življenju kot pa za svojo mamo. Tako da, kaj lahko danes zvečer v tem Facebook live-u pričakujete? Zdravo, Nikolovski, kdorkoli že si, kjerkoli že si. Pričakujete lahko, da vam bom tudi danes na voljo, če imate kakršnokoli vprašanje, napišite ga v komentarju spodaj in bom poskušala odgovoriti. Če niste v živo z mano, pa gledate tole v posnetku, vam bom odgovorila kasneje, če me boste tagali, samo napišite Afna Jerneja Krapše ali pa Jerneja Krapše, da bom vedela, da me nekaj sprašujete, ker drugače ne vem. In to je recimo ena stvar, zelo se veselim webinarja, ki bo čez slabo uro. Upam, da ste se že vpisali. To je tisti webinar, ki sem jaz na kratko dala ime Pustite vedra srdelic, če lahko dobite enega kita. Govorili bomo o takih temah, kot je zakaj oziroma kaj je prej pomembnejše, da naredite na tej svoji poti manifestacije idealnega življenja in idealnega partnerstva. Ali to, da ste sami resnično, konkretno samozavestni, oziroma da resnično naredite vse za to, da svojo samozavest vzdignete, kolikor se le da, ali kar takoj, takrat, ko začutite željo, ok, jaz želim dvojino, jaz želim ljubezen, jaz želim družino, jaz želim partnerstvo, jaz želim romantične večere, jaz želim tisto čustveno varnost, jaz želim ta občutek, da me nekdo želi, ta občutek pripadnosti, kaj je prej, na čem je treba prej začeti delati, če hočete seveda ustvariti to, kar jaz pravim idealno partnerstvo, in to je dolgotrajno in ljubečo partnersko zvezo oziroma ljubezensko zvezo, kakorkoli že. Ja? Tako da, če imate kakršenkoli lušt, potem, da kaj izveste, zdravo Natalija, potem se lahko še prijavite, sploh če ste v moji Facebook skupini Idealni na poti, ta je seveda skrita in brezplačna. Vi vsi, ki ste v tej skupini, imate brezplačno oziroma darilno vstop za vseh 12 webinarjev, katerih že zdaj veste, ne bom govorila. Vsi ostali, ki pa vam mogoče do tega ni, da bi bili v tisti skupini, pa je investicija enkrat 19,99 €, potem pa tudi še eno presenečenje. Skratka, to je to. Danes govorimo o tem, drugače pa, evo, kako postati najbolj zaželena samska ženska najbolj zaželenih moških. Najprej je treba to stigmo bom dala stran, ne? In sicer tisto, ko sem rekla kar sama na začetku, vem, da bi mi marsikdo rekel, da kaj zdaj s tem misliš, kaj najbolj ali pa neustavljivo privlačna vsem najbolj zaželenim moškim, ne? Prvo kot prvo je treba vedeti eno stvar. Ko ste na poti manifestacije svojega idealnega partnerstva, je vokabular najbolj zaželenih moških dejansko vaš fokus na vašega idealnega. Kaj s tem mislim?
najbolj zaželeni moški, odgovorite si sami pri sebi, mogoče napišete celo v komentarju tu spodaj, odgovorite si, kaj in kakšni so po vašem najbolj zaželeni moški ali pa najbolj zaželen moški. Govorimo seveda o samskem. Pa tudi, če ne govorimo o samskem, kaj vam pride na misel? Vam pride na misel to, kar sem že zadnjič govorila, najboljši moški so že poročeni, noben od njih pa ni ostal meni, ne? Vam pride to na pamet? Ali vam pride na pamet, wow, ko me čakam, da ga spoznam? Ali vam pride na pamet, ja, saj so, ampak tisti meni niso dosegljivi? Kaj vam pride na pamet? Ker verjetno že ptički vse povsod čivkajo, da ga ne boste nikoli spoznali, če je to zadnje. Zaradi tega, ker ste fokusirani na nekaj drugega. Fokusirani ste na to, da tudi, če se tak človek v vašem življenju pojavi, vi mislite, da niste dovolj dobri, / niste dovolj samozavestni. In če se vam to dogaja, super, Natalija, zanimiv. Vidiš, tudi to je beseda, ki je dejansko beseda, ki si jo vsak po svoje predstavlja, ob kateri vsak po svoje pomisli na, ko jaz rečem, idealnega partnerja. Ker tudi, ko jaz rečem idealnega partnerja, nimamo vsi iste predstave in mislimo samo enega človeka. Ne? Ali moški ali ženska, nima veze. Tako da super, zanimiv v vsakem primeru. Ti že veš zakaj. Ja? Skratka, zanimivo je to, do česa so prišli na Harvardski univerzi. O tem sem pisala v zadnjem članku na magazinu Ona On, v moji rubriki, jo najdete. In sicer sem pisala o tem, oziroma povedala, kakšna je bila ta raziskava. In sicer, da imajo tisti in moški in ženske, ki so bolj privlačni, se pravi na videz bolj privlačni, se pravi bolj proporcionalni, ne? Pa leva in desna polovica, leva pa ne vem, tisto izrazito, ne vem, kako se še reče tole, kost tukaj moški, ne, ven pa, ne vem, da so temni in visoki, taki Grki, mediteranci, ne, da so lepo urejeni, metroseksualci, kaj pa jaz vem, ali pa recimo, jaz vem, ko sem bila še stara, tam njih 22 let, kaj tako, jaz sva se z mojo prijateljico Nino pogovarjali, smo stalno rekli, kaki Šved, ne, visoki, blondni, pa taki odbojkar, ne, taki je to, ne. Skratka, takšni, zdaj jaz govorim samo o fantih, enako velja tudi za dekleta, tiste barbike, lepe punce, ki so imele, ne vem, ki so, recimo jim z eno besedo take, ki so v srednji šoli bile najbolj oblegane, največje asice so bile, ne. No, to so ljudje, ki imajo v kasnejšem življenju največji problem pri tem, da si ustvarijo to, kar čemur jaz pravim idealno partnerstvo. Zakaj? Raziskava z Harvardske univerze je pokazala, da zato, pravzaprav, ker enostavno ne zmorejo tistega dela samozavesti, ali pa ga niso ga se naučili, ga naredili trdnejšega, kjer so prepričani sami vase. Ne? Neka druga raziskava spet pravi, in to je en del današnjega webinarja oziroma online kursa, ki bo ob 21. nocoj, je tudi to, da tisti, ki veliko časa preživijo pred ogledalom in se pripravljajo, ne samo lišpajo, ampak tudi vse ostalo, ki pazijo, da ne vem, kako vse izgledajo, kaj mislite, so bolj ali so manj samozavestni? In še drugo vprašanje, tisti, ki so ne glede na to, kako izgledajo, bolj samozavestni ali pa ki so malo manj samozavestni, ne govorimo tihi ali pa ne tihi, ampak bolj samozavestni ali manj samozavestni, kateri so bolj privlačni? Bom pustila to vprašanje kot retorično, pa si sami nam odgovorite, ker to ni današnja tema. Ja? Torej, Harvardska univerza in pravi, da bolj, ko so ljudje privlačni, torej bolj, ko so popolni, bolj, ko so takšni, kot si mi predstavljamo, da bi morali imeti, ne,
da bi morali biti, po vzoru logično vseh revij, pa vseh smernic modnih, večje težave pri ustvarjanju dolgotrajnih in srečnih in dolgotrajnih ljubečih partnerstev imajo. Ne? Jaz recimo sama pri sebi vem, da sem se dolgo časa zakrivala, ko sem se smejala, zato ker imam ta zob čisto rumen, recimo, ne, ali pa zelo mi je bilo neprijetno, kakšno postavo imam. Potem vedno sem se potegnila nazaj ali pa rekla, joj, ne bom raje šla na neko pijačo zaradi tega, ker sem imela neko prepričanje, da ne sodim v nobeno družbo in da me v nobeni družbi nihče ne bo maral. To je bilo pač neko prepričanje, ki sem ga jaz prevzela po svoji logiki in tako naprej. Nisem pa vedela, kaj vse dobrega lahko vzamem ven iz te moje, ne vem, postave peščene ure, ki je najbolj ženstvena na svetu. Ne, nisem vedela, koliko fenomenalnega mi lahko prinese to, da se v resnici od srca zasmejim, pa nihče sploh ne opazi mojega rumenega zoba. Ne? Ali pa česarkoli drugega. Skratka, bolj ko ste prepričani v to, da je nekaj fizičnega na vas takšnega, da vas nekdo ne bo pogledal, bolj vam bo to škodilo. Ja? Bolj vam bo to škodilo v tem primeru, da takrat, ko tem ne razmišljate, ko ste vi, takrat zažarite vsem svojem žaru, takrat vas vsak opazi. Jaz zase lahko povem, da sem enkrat imela ne enkrat, ker večkrat se mi je zgodilo, da so me ven povabili, ko sem bila stara tam med 20 in 25 let, popolnoma nesamozavestna, popolnoma skregana z vsako logiko, kar se tiče, kako jaz gledam in kdo me bo imel, mene pa res ne bi nihče pogledal, mene pa res ne bi nihče nikamor povabil, z mano pa res nihče noče preživljati časa in tako naprej. Ne? Vse to so bile moji pogovori mene z mano. In no, skratka, takrat moram reči, da sem imela njih par takih povabil na zmenek in dejansko zmenke, za katere sploh nisem vedela, da so bili zmenki. To sta bila vsaj dva, ki se jo zdaj spomnim, ali pa trije, ki se jo zdaj spomnim, ki jih nisem dala v kategorijo gremo na zmenek. Čeprav sta me na zmenek povabila. Ja? In je bilo neverjetno zanimivo, kako jaz sploh nisem opazila, da sem na zmenku, ona dva pa potem čisto razočarana, zato ker sem bila drugi dan čisto hladna oziroma prijateljska in to je bilo to. Sploh opazila nisem, kot sem že rekla, da sem bila na zmenku. Zakaj? Ker takrat, ko si ti, ko se ne rabiš pretvarjati, da bi imel neko partnerstvo, takrat si najbolj privlačen za najbolj zaželene moške, take kot sem prej govorila. Ker meni so vsi ti trije, vsak mi je sodil v kategorijo mojega idealnega partnerja. Čisto vsak. In še danes sem tako zelo hvaležna za te izkušnje, ki sem jih imela. Po drugi strani hvaležna, da jih nisem izrabila, ker potem danes ne imela takega življenja, kot ga imam. Ne bi imela za sabo 9 let Grčije, ne bi imela takega otroka s tem človekom, kot ga imam. Verjetno, kaj pa zvem. Ne? Ampak skratka, danes je pomembno. Danes je pomembno to. Danes ste stari, ne vem, 35-40 let. Danes si želite ljubezni, ljubečega, dolgotrajnega partnerstva. Želite si človeka, ki vam bo na vsakem koraku znal povedati nekaj lepega o vas, za vas, vas dvigniti. Jaz si nisem predstavljala, da takšen človek zame obstaja, tudi ko sem si svojega naslikala, ki mi še danes, sicer marsikdo reče, šele po 3 letih in pol ali pa 4 letih, ne, ampak vseeno so to 4 leta, ki so bila burna zaradi vseh dogodkov, ki so se zgodili, zaradi nosečnosti, zaradi poroda, zaradi začetka novega življenja, ki je družina, ampak najlepši in najbolj enostavni prav zaradi tega, ker je bil ob meni idealni partner, ki mi je znal, kot sem želela zdaj povedati, na vsakem koraku in mi še vedno zna povedati z besedami, zakaj je tako srečen, da sva skupaj.
Jaz sem si takšnega človeka želela, morda si ga vi ne, ker vam gre na živce, da vam nekdo kar naprej govori, kako si super, kako si lep, ne vem kaj še vse, se ne, da meni to govori točno to, ampak pove mi tisto, kar meni paše, odgovarja in mi pove, da sem mu nekaj posebnega, da sem mu še vedno prioriteta v življenju, ne pa samo izbira. In ja, če je tukaj zdaj vprašanje, ker je bilo vprašanje, ne, kako postaneš neustavljivo privlačna ženska najbolj zaželenim moškim? Tako, da začneš uživati življenje. Tako, da si ti ti. Tako, da stojiš za svojimi besedami, tako, da stojiš za svojimi željami, ki postanejo cilj. In ena izmed tvojih želja, verjetno ne od Ine, ki je zdaj napisala, super, sem jaz čist happy, da sem samska, čeprav Ina obe veva, da je to bo držalo, super, po drugi strani pa po vseh tistih pogovorih, ki sva jih imeli, ok, če si zdaj na tej točki, odlično, sem zelo vesela zate. In še vedno pravim, da verjamem, da je boljše biti srečen in samski, če si samski srečen, kot pa v dvojini, in pa z neidealnim partnerjem. Tako da čestitam, Ina, upam, da uživaš. Verjamem, da uživaš. Ok, kaj sem želela povedati je, kako postati torej najbolj zaželena ženska ali pa najbolj neustavljivo privlačna ženska, samska, tistemu moškemu, ki je zati idealni. Tako, da si to, kar si. Mogoče se to sliši tako zelo posplošeno. Vse posod ptički čivkajo. Seveda. In potem boste rekli, ja, ampak zgodi se pa ne nič. Tistim, ki tega ne prakticirate. In tako kot to pravi marsikdo, ki dejansko to živi, ki ne samo bluzi in blodi, ampak se mu nekaj dogaja, pove, da mora oziroma želi, včasih tudi ne želi, ker je kak tak dan, ampak vseeno se zaveda, kakšne benefite, kakšne koristi od tega ima, nekaj vsak dan naredi za to, da se ima fajn. To je tisto, kar vas bo naredilo neustavljivo privlačne. To, če vam lahko dam samo en nasvet, vsak dan do konca svojega življenja delajte nekaj, naj bo to 1 minuta, naj bo to 5 minut, naj bo to 20, kolikor si jih lahko vzamete, ampak vsak dan, to je bistvo, tisto nekaj, v čemer vi uživate. Ne glede na ostale. Logično nekaj take, kar druge, jaz upam, da ne ravno ubija ali pa jim žile reže ali pa kaj podobnega. Ne? Nekaj takšnega, kar vi obožujete. Ni treba dosti. 5-10 minut. Najprej mentalno, da ste tam, najprej, da se spravite mentalno v to, ker iz tega potem pridejo tudi občutki in občutki so vse, kar morate imeti. Lahko si jih vedno prikličete v svojo glavo. Ko boste to počeli vsak dan in ko bo to postala vaša nova realnost, takrat boste postali neustavljivo privlačni za vse najbolj zaželene moške tega sveta, po vašem okusu. Če vaš okus niso ravno, kaj pa zvem, švedski odbojkarji, ne? Ali pa kaj pa jaz vem kaj, potem tisti ne, sigurno ne, ampak za take moške, kot si jih ve želite. Ja, zunanjost je pomembna. Vsakemu je zunanjost pomembna. Skoraj vsakemu. Skoraj da ni takšnega, ki mu ne bi bila. Ker na koncu koncev je odločilno, če se ne spoznavate prej že ravno nekje na spletu, kar je super, je še vedno to poudarjam, da je to fenomenalno. Odločilno, da če se spoznavate tako nekje offline, se pravi v živo, to, kako izgledate. Nezavedno v prvih 3 sekundah se odločimo, ali nam je nekdo všeč ali ne, ali mu bomo dali priložnost ali ne. Tako delujemo. To je dokazano. Ja? Tako da razmišljajte o tem, kakšen bi moral biti fizično, ampak razmišljajte tudi o tem, kakšen bi moral biti fizično. In potem razmišljajte še prej o tem, kakšna oseba bi morali vi biti in predvsem psihično in mentalno in tudi fizično, da mu boste neustavljivo privlačni. In pod nobenim pogojem se ne ustalite za nič manj
kot takega, ki mu boste vi prioriteta v življenju. Ne, Ina, ti zelo dobro veš, kaj mislim s tem. Velikokrat si mi pisala o takih stvarih, da so jim prioritete ali pa tistemu človeku, s katerim si se začela sestajati, so mu bile prioriteta, ne vem, najprej prijatelji, potem morje, potem pes, potem bog ve kaj še vse, ne? In potem bi se on rad dobival s tabo. To je daleč od potencialnega idealnega partnerja. Daleč, svetlobna leta daleč. Potencialni idealni partner je samo tisti, ki ste mu vi večno prioriteta. S tem ne mislim, da bo vse ostalo pustil ob strani. Še enkrat poudarjam in vedno znova govorim to, kar je govoril doktor Milinović, Milivojević, ki je dal super primer. Takole je, ne? To sta tračnici, 2 tračnici. Tukaj sem jaz, tukaj pa je moj partner. In tudi, ko sva midva skupaj, tračnici še vedno gresta tako. Ne gresta tako naenkrat, se pravi proti nekemu cilju, kako vam naj zato pokažem. Proti cilju. Ni cilj kar naenkrat tako, ne, da gremo skupaj k enemu cilju. Še vedno imamo tako, vsak svoj cilj, vsak svoje življenje. Ampak bistvo potem naprej je to, da se lahko kadarkoli kot tračnice obrnemo drug na drugega, naslonimo drug na drugega. To je bistvo. Kadarkoli, to je ta prioriteta. Kadarkoli. Ampak to je že potem naprej. To moramo zaznati zdaj, ko smo v procesu iskanja. Ampak preden do iskanja sploh pride, pa je nujno potrebno, da sami sebe spravite, da svoje življenje spravite tako daleč, kot bom povedala danes v webinarju, čez kako dolgo je to zdaj, pol ure, nekaj takega, ob 21 se začne. In sicer še vedno se lahko prijavite, če želite. Bo pa vse namenjeno temu in podrejeno temu, kaj narediti, kako se pripraviti. 10 korakov pravzaprav sem pripravila med drugim, po katerih iti, na čem delati, zato da ne boste rabili izbirati med, ne vem, vedri in vedri sardelic, ne, kot ribiči, ki bi, ne vem, zdaj šli iskati, ne vem, loviti ne vedra, pa to so, ne vem, kaki kontejneri sardelic, zato da bodo dobili drobiž proti temu, da bi ulovili, zdaj ne vem, kaj bi rekla, da ne bo čudno izgledalo tistim, ki pač imate radi živali ali pa ki mislite, da je to mučenje živali, kita, ki pa bo prinesel čisto drugačno nagrado. In s tem, ko rečem nagrado, mislim življenje. Ja? Jaz upam, da sem vam odgovorila na tisto, kar sem vam želela povedati, kar je tudi bil današnji namen tega Facebook live-a. Če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, lahko tudi še v posnetku seveda v komentarju napiše, me tega Afna Jerneja Krapše, napišite in vam bom odgovorila ali v naslednjem live-u ali pa mogoče v komentarju na kratko, brez skrbi bodite. Danes pa torej Jerneja Krapše, zvezda Severnica na vaši poti manifestacije idealnega partnerstva. Želim čudovit preostanek četrtka in se poslavljam s to mislijo, ki jo je takrat izrekla, zdaj že pokojna, nažalost, Maja Angelou. Nikoli naj ti ne bo prioriteta tisti, ki si mu ti samo opcija.